Gledate oddajo Klepet ob kavi. Čin, Jessie, na? Samozavest. To moram pa fajn srkniti. Dobar je. Ti, gospodičnica, jaz sem te danes povabila z namenom, Ali jaz tebe? Dobra. Zanj smo se pogovarjali v uredništvu in smo rekli, v bistvu, koliko imamo ženske, ali pa nasplošno ljudje, težave z okolico. Ne? Gradimo v bistvu neko samozavest, probamo se sami sabo ukvarjati, ampak vse ne zna komentar, tudi XY osebe, toliko potret, da več ne vemo, kje smo, da se takole samozavest poruši. Imaš ti kakšne nasvete? Ja, vse smo se pogovarjali o tem, dejansko 5 točk. Zdaj, jaz nisem psihoterapevt daleč od tega, sem pa ženska, ki je bila zelo nesamozavestna. Ti? Ja. Ful dolgo te poznam, pa ne bi nikoli tega rekla. Ja, in nekako sem si zgradila to samozavest in čist po mojih korakih, kaj sem jaz v bistvu upoštevala, da sem prišla do tega. Moramo povedati, da samozavest pa samopodoba sta povezani, ni pa to eno in isto. Tako da, to je definitivno. Ti se imaš za samozavestno osebo? Prej sem študirala, načeloma ja, sam me tale okolica znama, veš, tako. Ja? Ja, ni mi vseeno. Okay. Ja. Okay. No, prvo točko, kar sem jaz dejansko sama pri sebi videla, je to, da prepoznaš svoje močne točke. Ok, na tem lahko gradiš pol, ne? Ja, torej, da vidiš, katere vrline imaš, ki so ok in tako naprej. In v tistem času, ko sem to začela, sem tudi delala tole diplomo iz neurolingvističnega programiranja in je bila ena ful dobra vaja, kjer si mogel napisati 100 stvari, ki bi jih obdržal v svojem življenju v popolnem dnevu, če se zbudiš. Torej, zbudiš se v popolnem dnevu, na popoln dan, v tvojem popolnem življenju. Katere stvari iz življenja, ki ga zdaj živiš, na sebi, v povezavi s tabo, bi dejansko vnesel v to popolno življenje. In tukaj dejansko vidiš že sam pri sebi, da imaš kar nekaj stvari. Najdeš 100? Ja, itak jih. Čeprav nas so tako dribljali, na začetku 10, pa pol še 10, pa pol še 20, pa potem še 20, tako da na koncu priješ na tako cifro. Ampak vidiš, da pa se sploh nisi tukaj slab, ampak vse veš, kako je. Pogledaš se in ponavadi najprej vidiš tisto, kar ti ni fajn na sebi. Zelo smo kritični, ne? Ja, in to je druga točka dejansko, ne? Se pravi, vidiš ti svoje močne točke, ki niso povezane sam s tem, da imaš, ne vem, velika ušesa, pa velik nos ali pa ne vem karkoli, ampak da tudi vidiš te vrline, recimo, da imaš ful premalo samodiscipline, da ne znaš reči ne. To vem, da ima ful žensk težavo, da ne znajo reči ne. In jaz sem se tukaj res sama s sabo dobro pogovorila in brez težav rečem ne. Pa kakšni so odzivi, recimo, to me zanima, kako na te vplivajo pol te odzivi, ko rečeš ne, verjetno ne more ti biti kar vseeno. Predvsem samozavestne ženske, na samozavestne ženske gledajo kot na prepotentne, polne same sebe. Zaradi tega, ker se bojimo v bistvu, da se postavimo same za sebe. Kaj pa ti, katere so tvoje močne točke? Vedela sem, kaj se nisem pripravila. Koliko je bedno govoriti, Ja, kada se grozno. ven mečeš, a ne? Ja, grozan je. Sploh, da se hvališ. Ja, da se hvališ in da zdaj se pa ti ne smeš hvaliti, da to je pa zdaj grdo, ampak okej, kaj so tvoje močne točke? A res hočeš to? Ja, pa vsaj eno povej. Ok, eno močno, da sem pozitivna vedno. Res sem, ful pozitivna sem, nikoli ne vidim nič slabega, nikoli nimam črnih scenarijev, tako da ta vrlina mi je ful všeč. No, evo, super. In potem opazuješ, kako se ti počutiš ob tem, ko to rečeš. A imaš a si poln sramu, ali ti je kar to sem kar ponosna, veš? No, super, to je zakon. Daj smo večkrat s tabo take Terapije terapije delati. veš, kaj ti povem, itak si ti samozavestna oseba. Mislim, da nimaš tukaj takih težav. No, potem gre pa na drugo točko, da prepoznaš svoje šibke točke. Pač dejstvo je, da jih pač vsi imamo, ne? Tako ali pa drugače. Tukaj bi znala pa kar veliko našteti, veliko lažje kot pozitivne. Ja, in tukaj potem že dobiš takoj feedback nazaj, koliko v bistvu kak si samokritik si, koliko se kritiziraš dejansko samega sebe. Ker jaz to še vedno dostikrat počnem in si včasih rečem, idiot, in pol kako jaz govorim sama s sabo, to pa nikoli, ne? Tako da pol tukaj popravim. In ena zanka se mi zdi, da v sodobnem času, ki je ful prisotna, je ta, da se ful primerjamo. In včasih si se primerjal s svojim sosedom, ne?
Ker si sam to imel, ja. ker si sam to imel. a ne. Zdaj se pa lahko primerjaš z tisočimi na Instagramu, na Facebooku in itak vsi ujamejo samo tiste lepe momente. Plus in pol filtri, ne pozabiti na filtri, filtre. okay, ja. In ti se počutiš kot kup dreka. Ja. Kot uno, jaz pa sem kot en posran golob tukaj zraven. In to ti v bistvu ful nekako niža samozavestno v tem smislu. Ampak kaj pa tukaj priporočaš? Kaj moramo recimo, ne spremljamo Samo več družabnih raziskovanje. omrežij? Samo raziskovanje. Ja, zaradi tega, ker ti samega sebe dobro raziščeš. Ampak poglej danes, ogromno žensk je danes, ki so pri 40 letih recimo, pa sploh sebe ne poznajo. Sledile so tistmu, kar je družba od njih pričakovala, se pravi, so se poročile, so imele otroke, so doštudirale tisto, kar so doštudirale, so dobile službo in so bile pridne. Ves čas so bile pridne. In potem ugotovijo, kdo pa sploh sem jaz izven te vloge, mama, partnerka, uslužbenka, sodelavka, kdo dejansko sem. In se mi zdi, jaz sem to sama pri sebi videla, bolj sebe poznaš, bolj vidiš, tle odreagiram tako, tle delujem to, tukaj mi te gumbki naredijo, bolj sebe v bistvu poznaš, bolj se lahko tudi sprejmeš in manj odreagiraš na vsake take zadeve. Ali kad te nekdo blati, ali kad ti nekdo... A veš, ker lahko boš ti, ne vem, objavil neko sliko recimo na Facebooku, pa boš imel 500 dobrih komentarjev, pa boš imel en komentar, kakšna ušesa pa imaš. Pa te bo podaril. In boš kar začel, ne, v tem smislu. Tako da jaz mislim, da samo raziskovanje in zdaj je res ful ponudbe za samo raziskovanje. Se sama veš, recimo, en način tvojega samoraziskovanja je bilo ziher žerjavca. Ja, definitivno. Že v bistvu, ne, prvi moj način, ki si začel s samoraziskovanjem, je bila oddaja Klepet ob kavi, ker se prej nisem ukvarjala s sabo. In jaz, ko sem sem prišla, pač meni se je tukaj nov svet odprl. In zdaj sem rekla, kaj jaz zamujam, kaj sem jaz vsa ta leta zamujala, s čim se nisem ukvarjala, pa bi se mogla, ne? Tako da zdaj mogla. Jaz mislim, da so zdaj prava leta, da pravzaprav začnem nekako to skupaj mešati v en kotu. Veš, da prej mogoče nisi niti dosti zrel, samozavesti tak nimaš. Se mi zdi, da po 30 pa začneš malo drugače gledati na stvari. Ja, zagotovo. Tudi, če si opazila, recimo, to se zadnja leta veliko govori, ne, da tudi mlajši moški recimo imajo rajše starejše ženske. Zakaj? Zato so bolj samozavestne. Bolj so se že sprejele vse svoje napake, vse svoje take in drugačne stvari. In to, da v bistvu ti samega sebe sprejemaš, se veš, vsi govorijo, moraš se imeti rada. A ne? Ampak kaj se pol zgodi? Moraš se imeti rada, moram se imeti rada. In potem začnemo s pogojevanjem. Rada se bom imela, ko bom imela 5 kg manj. Rada se bom imela, ko bo to in to in to. Se pravi, ti sam sebi pogojuješ ljubezen. In to imeti se rada pomeni, rada se imam, pa tle imam še takle špeh. Rada se imam, pa tle imam celulit. Rada se imam kljub temu, da mi ne gre to pa to. A ne? Se pravi, da imaš brezpogojno ljubezen do sebe. A ne? Kako težko je to doseči? Ni, v bistvu samo odločiti se moraš. Ampak da se odločiš, preden se odločiš, se moraš raziskati. In moraš videti svoje vzorce. In moraš reči, ok, pač sem taka, kakršna sem, to mi ne gre. Recimo, jaz sem izjemno slaba gostja. Če prideš k meni domov, sem dobila eno tvoje vabilo, ja, ne boš dobila, komi da boš vodo dobila. Res, ker se ne bom spomnila. Saj, če mi boš rekla, ti bom dala. Ampak izjemno slab gost sem. Ampak jaz se nam zdaj zaradi tega sekirala. Jaz pač povem folko, jaz sem slab gost, hvala Bogu, gostitelj, imam super partnerja, pa rečete mi in bo vse v redu. In pač to sprejmeš in je to. Ne moti me pa zdaj to face, ne, da bi pa jaz zdaj v to vlagala ne vem koliko energije. Ne. V kaj se pa splača najbolj vlagati energijo? Samo raziskovanje. Samo raziskovanje. Zdaj pa, a veš, za enega je to, da gre na neko potovanje. Za enega je to, da prebere eno knjigo. Za enega je to, da gre čez žerjavco. Za enega je to, da gre na, ne vem, počitnice za dušo. Za enega je to, da začne meditirati. Za enega je to, da začne slikati, da začne peti. Za enega je to, da pleše sam v temi. Pač vsak najde svoj način, tisti, kar te potegne, sam za tisti pet. Prej si omenila žerjavco, ne? Zdaj me pa zanima, a ti pogojuješ mogoče na nek način to samo raziskovanje tudi s tem, da pridejo trenutki, v katerih
si v bistvu postavljen pred zelo tako oviro, ne? Te takrat ta ovira v bistvu pol dvigne, da si boljši in zato lažje zadihaš, pa si rečeš, jaz nekaj več sem dosegel. Kaj misliš, strah pa dvomi? Ja. Je pa sej, Kaj z njimi delamo? Strah se, jaz sem v tem pisala v darilo teme v knjigi. Strah se pojavi tam, kjer se pojavi priložnost za rast. Vedno. Pol ga Strah moramo je sprejeti, ne? kakor gatekeeper, kakor varuh, kakor vratar pred, ne vem, novim obzorjem, pred naslednjim levelom, pred naslednjim, ne vem, poglavjem, kakorkoli. In to je v bistvu dobro, ker ko ti vidiš, tlele se mi je strah pojavil, ma točno to moram narediti, to mi bo ful naredil. Recimo, jaz sem se ful bala vode pod vodo in da ne bi mogla dihati. Pač potapljanje je bilo meni največji strah ever. In to, da ne bi mogla dihati, rodila sem se s popkovino okrog in tako naprej, vse je bilo nekaj povezano. In danes sem potapljač, certificirani in za sabo imam že ogromno, po celem svetu sem se potapljala. Ampak tega me je bilo toliko strah, ampak potem, ko greš točno v to, to se prerodiš, Ampak vsak mora najti svoj način. Za enega bo že to, da, ne vem, si kupi barvice pa riše mandale. Mu bo to ful velik. Okay. Zdaj smo torej 3 točke obdelale. Močne stvari moramo na sebi torej obdelati, šibke stvari obdelati, se pravi prepoznati in sprejeti. Ravno tako tudi šibke, ja? Samoraziskovanje. Katera je naslednja? Kaj misliš, kaj bi bilo? Mene moti to, da me okolica na nek način vpliva name. Ne? Kako torej to odmisliti? Zignorirati? Obstaja ena ful fajna zgodba, ki dejansko govori o tem, ne on ti je zdaj povedala, poanto ti je povedala, kaj tako že veš. Pač nikoli ne boš vsem všeč. In pač to je de facto. Sploh, če si karizmatična oseba, pa zelo odprta, kakor sva midve, ne moreš biti vsem všeč. In pač, ko to sprejmeš dejstvo, enim bom šla res ful na živce in me ne bojo mogli prebavljati, enim bom pa se osvobodiš. Zaradi tega, ker ne moreš, a veš, ljudje imamo različne vzorce in to ti pri enemu ven butne in ne moreš. In ko ti sprejmeš, da pač nisi všečen vsem, in je nič ni narobe s tem. To ne vpliva na tebe. Potem to nekako obdelaš. In vidiš vse, postaviš se v sebe. In potem vsaka zadeva, to je zdaj pomembno, pohvala, ki pride vsaka, ti ne pomeni nekaj veliko. In kritika, ki pride, tisto ne pomeni nekaj veliko. Ker in kritika in pohvala sta dve plati istega kovanca. Tu, kakor te pohvala dvigne, tukaj te bo komentar slab oziroma te bo kritika dol zbila. In ker si ti, a veš, se ne da si potem čisto ravnodušen pa apatičen, a ne? Pač slišiš to, ampak vprašaš se, a je to moja resnica, a ne? In to je to. In probaš se čim manj zadevam poistovetiti. A veš, jaz vem, da znam ful dobro skuhati nekaj, ampak če mi bo nekdo rekel, ti si pa res tuk dobra kuharca, si jaz to rečem, a sem res? Zanimivo. Ampak ne vzamem si tega, ker če se ti poistovetiš s tem, moraš pa to skozi dokazovati. Kaj pa napake, recimo, kako sprejeti v bistvu to, da kdaj po domače? Lahko to sprejmemo? Napake, če hočeš rast, moraš delati napake. Pač se to ni to. To je tavžent, milijavžent avtorjev že zapisali. Pač uspeh, kaj je za uspehom? So dobre odločitve. Kaj je za dobrim odločitvam? Slabe odločitve. Pač se ti moraš dobiti feedback. Pač nas je tukaj strah narediti, vedno bolj se mi zdi, da je družbo strah narediti napačno odločitev. Ampak to ni napačna odločitev, je samo pač feedback. Recimo jaz, če hočem iti v Portorož, pa pristanem v Ptuju, sem naredila ful napako, ampak po drugi strani sem pa ugotovila, kako se pride do Ptuja. Da tako gledaš pa na te stvari, Pač vem, da to ni. Ker predvsem pa potem vidim, to me včasih zmoti pri ljudeh, ker jaz sem pa precej hitra, da obstanejo v življenju, zaradi tega, ker se bojijo, da bojo naredili napačno odločitev. Ampak to, ko ti obstaneš v življenju, ko ne sprejmeš neke odločitve, ti v bistvu vzame več energije, kot če bi zajeval, po domač povedan.
Kakor če bi pač naredil napačno odločitev, dobil povraten feedback, ok, tole ni, pa potem bi bolj vedel, kaj je prava zadeva. A ne? In ta negotovost, pa to ti ful energije pokuri. No. A pa lahko napake jemljemo kot en tak blagoslov v bistvu. Ja, dejansko. Zato, ker pač je to povratna informacija. In potem se tak, kako se počutiš, ko si tako, aha, ok, se sploh ni napak. Kaj da bi se ti kamen odvalil od srca, kaj da bi ti teža šla iz ramen. In potem si bolj upaš, da si ti. Ker poanta, po mojem mnenju, poanta samozavesti je samo to, da imaš jajca, da si to, kar si. Cel paket. Z vsemi muhami, z vsemi bednimi zadevami, ki jih znaš narediti, pa znaš se v glavu spraviti. Z vsem. Dejansko čisto z vsem. In pisanje hvaležnosti je pa tukaj itak. Ful močno ti. Ok, kako se lotimo tega? Ja, pač vzameš list papirja, pa napišeš stvari, za katere si hvaležen v dnevu. V dnevu torej, ok? Ja, lahko začneš tudi s tem, za katere si hvaležen sam pri sebi. Ta trenutek. Ti si recimo, evo, no, da ti vem, da to vadaš, tudi hvaležnico imaš, tako da jaz vem, Ja. da to je zate zdaj Ta malo trenutek, spremstvo. okay. Ta trenutek sem ful hvaležna, ker sem danes prišla iz prementure za čas tega snemanja in ful hvaležna sem, ker sem se včeraj kopala v morju za krepitev imunskega sistema. In hvaležna sem, da smo šli čez mejo k nič, da je bilo vse v redu. In hvaležna sem, da je Gaja po pot spala. In hvaležna sem, da jo je Žiga zjutraj pazil, ker se je zbudila že ob 4, pol 5. Da sem imela še nekaj časa za sebe in hvaležna sem Mariji, ki me... Mislim, majhne stvari so. No, in ko si ravno pri majhnih stvarih, ne, in v tistih lepih trenutkih in pravzaprav kdaj najti tisto hvaležnost in kako jo sprejeti in jo častiti, so govorile tudi 3 gostje, Alja, Eva Hren in pa tudi Tamara Mihalič. Dajmo si kar pogledati prispevek. V bistvu jaz se tega spomnim, kot da bi bilo včeraj, no? Ko narediš vse, kar ti je bilo nekako rečeno, da moraš, zato da si srečen, ne? In potem kar ugotoviš, da si prazen. Ne? Recimo diplomiraš ali pa kakršenkoli nek dosežek je ono, ok, ampak to me ne osrečuje. Ne? Meni se zdi, da je zelo velik faktor tudi tukaj, da se vse to hitro dogaja, recimo če govorimo pri socialnih omrežjih, da pravzaprav ljudje ne morejo živeti za ta trenutek in že v parih sekundah pozabi, da je diplomiral in se posveti nečemu, česar ni dosegel. To je recimo velik problem pri ljudeh, se pravi, da pozornost posvečajo tistemu, česar ni. Vemo pa vsi, da energija in zakon privlačnosti deluje, da pač tistemu, čemur posvečaš pozornost, tisto raste. Zato pač se mi zdi zelo pomembno, da najdemo to neko razmerje. Ja, pa da se trenira hvaležnost na nek način. Predvsem to. To imam, s tem sem zadovoljen, kako lahko to izboljšam. Ne tisto, kar vedno iskanje za nečim drugim. Ful so fajn povedala. Ja, a ne? Naredila sem Kaj napako. pa ti delala zdaj? Napako sem naredila in sem se z eko zelenjem polila. Viš, koliko se sekiram? Brigate, ravno je tebi za cel svet zakon. Ampak je zadnjič je klicala ena gospa na 026200-230, torej naš center, kjer ljudje dobijo informacije, zato da je povedala, da bi si jaz lahko počas konice od las postrigla. No, hvala za nasvet, rečeš ti? Ja, hvala, ker ste opazili. Čekaj, pa ena je isto povedala, ja, isto sem bila nekaj popacana, verjetno me je Gaja, zadnji trenutek nisem videla, in je isto klicala in je povedala to, pač. A veš, eni si zelo pol k srcu jemljajo te stvari. Jaz se ne sekiram, pa se pol drugi namesto mene sekirajo. Ampak nekaj bi te na tem mestu še vprašala, preden zaključiva. Kaj pa to povejo o ljudeh? Da gledajo, a veš, kaj ti hočem reči? Lej, to je čist njihova odgovornost. Mi smo tudi naredili pred nekaj časa mogoče res napako z eno tematiko in z enimi 3 gosti, ki so govorili, kaj njim dogaja na ženskah. In ženske so se počutile zelo prizadete, zelo osebno prizadete. Meni je smešan, ne zanimivo. Zakaj je bilo po meni smešan to? Lej, vsak si vzame drugače, ampak fora je, da nekateri ljudje, moški in ženske, vsak dan gledajo, kdaj so lahko one užaljene. Kdaj so lahko užaljene, kaj jih lahko užali, na kakšen način se bojo one počutile dejansko prizadete. In meni je žal, zaradi tega, ker to
ni pot do sreče, pa do izpolnitve in ne vem, kaj že vse. In mi nikoli ne bomo moških prepričali, da bojo oni lepo o nas govorili in tako naprej, da nas bojo ocenili, dokler se mi ne bomo cenili. In dokler mi ne bomo postavljene in mi samozavestne in mi dejansko sprejele sebe, kakršno smo. Torej, začeti moramo pri sebi. Yep. Jasmina, hvala lepa. Drage gledalke in cenjeni gledalci, več informacij in seveda čudovitih člankov pa najdete v kategoriji novice pod kategorijo samo raziskovanje. Klepet ob kavi.si. Držite se.